Danes praznujemo 200. obletnico padca Berlinskega zidu, konec nekega sistema, konec hladne vojne, padec železne zavese, če hočete. Čas, ko je Evropa zaživela novo življenje. 20 let je tega, kar smo se, tako rečem, zbudili tudi pri nas na Slovenskem. Pripravljalna dejanja so bila sočasna z drugimi velikimi dejanji na Poljskem, Češkem, Madžarskem, tudi v vzhodni Nemčiji seveda. Takrat je v Sloveniji nastopila z neko, to se pravi, že leto ali dve prej, nova revija z neko politiko ali pa z neko kulturno politiko, ki je bila, tako rečem, sočasna in ki je bila na enaki ravni kot evropske politike, evropske osvobojevalne politike. Torej, s padcem Berlinskega zidu se je porušil ne samo fizični zid med dvema Nemčijama, prišlo je do združitve obeh Nemčij, prišlo je do razpada Varšavskega pakta, prišlo je nazadnje do razpada Sovjetske zveze. Prišlo je na žalost, do nekoliko grobega razpadanja Jugoslavije. Nastale so nove države, in tudi Slovenija. Slovenija je nastala na podlagi enakih načel, enakih idej, kot so bile v veljavi, oziroma kot so se uveljavile ob padcu Berlinskega zidu. Če se spomnite, je bilo eno od načel, ki je takrat prišlo do veljave, načelo, ali če hočete, pravica naroda do samoodločbe. To pravico in to politiko smo takrat razumeli predvsem v Sloveniji in na Hrvaškem. Proti tej politike pa seveda je bila Jugoslovanska ljudska armada, Srpska država, Milošević in tako naprej. In seveda Jugoslovanska partija, ki je takrat doživela svoje zadnje trenutke. Govorim o komunistični partiji. Leta 1989 smo v Sloveniji, to se pravi 20 let nazaj, pa še kakšen mesec več nazaj, smo v Sloveniji ustanovili tudi nove stranke. Mi smo dočakali padec Berlinskega zidu, ko smo že imeli nove stranke in ko je v Sloveniji že bila na nek način postavljena neka osnova za demokratično življenje. Veseli me, da sem eden tistih, ki je tiste čase doživljal v živo, da sem bil zraven, kot se reče. Bil sem takrat predsednik Slovenske demokratične zveze in Berlinski zid je zame pomenil prav zmagovitost, zmago, uspeh politike, za katero smo se prizadevali od nove revije, preko zbora za ustavo, preko vseh mogočih teh naših strankarskih in medstrankarskih srečanj in dogovorov, predvsem pa seveda, mislim, tudi na demos, na koalicijo, najprej na opozicijo, potem pa na koalicijo demokratičnih strank.